Pozdravljeni na kanalu Incrementum, moje ime je Jure in danes se bomo pogovarjali o tehnični analizi kriptovalut, predvsem bo poudarek na Bitcoinu in pa izpostavili bomo tudi nekatere druge bolj opevane kovance. Vse, kar boste danes slišali, ni investicijski nasvet, je samo informativne izobraževalne narave. Torej, prvo si bomo pogledali ceno Bitcoina, kakšno ima pot, kaj je do sedaj naredil od zadnje tehnične analize, ki smo jo naredili. Verjetno vsi vemo, da v zadnjem mesecu oziroma dveh Bitcoin pada. Torej, prišel je v neko konsolidacijo, v nek popravek. Če si pogledamo prvi val, ki smo ga imeli v prejšnjem letu, in vzamemo Fibonaccijevo zaporedje, to je najboljši indikator za preračunavanje oziroma preverjanje, do kje bi se neka kriptovaluta oziroma katerakoli kriptovaluta popravila. In če vzamemo swing low, torej najnižjo vrednost pred začetkom rasti, in pa potegnemo Fibonaccijevo zaporedje do vrha, ki ga je dosegel v marcu, dobimo 50% korekcijo, ki je zelo značilna v bull marketu. Torej, če pride do 50% korekcije od swing lowa do swing higha, potem pomeni, da se bikovski oziroma rast nadaljuje. Torej, takrat smo imeli 50% popravek rasti, od takrat je potem Bitcoin počasi nadaljeval svojo pot. Zdaj, kaj se je zgodilo pa v zadnje pol leta? Pa spet vzamemo Fibonaccijevo zaporedje, swing low in vzamemo najvišjo vrednost. Torej, trenutno se nahajamo od swing lowa takole, na 50% Fibonaccijevi podpori. Zdaj, trenutno gremo malo čez, to seveda je dovoljeno, nikjer ne piše, da ne bi mogel trg oziroma cena Bitcoina iti nižje. Dokler smo v tem območju, to pomeni, da se zaenkrat stvar glede bikovskega trenda oziroma rasti še ni spremenila. Zdaj, če bi šla cena Bitcoina pod ta golden pocket, potem to pomeni pa, da je že vprašanje, a smo še v biku ali ne. Trenutno vse kaže, da smo. Zdaj pa, če si pogledamo malo iz preteklosti, kaj se je dogajalo. Trenutno ta padec Bitcoina na marsikoga vpliva zelo čustveno. Se pravi, imamo probleme, se že sprašujemo, a je to sploh še bojske iz tega, ali bo Bitcoin še rastel. Zdaj pa, če pogledamo malo v preteklost, leto 2023 se je začel nov cikel, vsaj po nekih meritvah, pa si poglejmo, kaj se je dogajalo. Če govorimo od najnižje točke, torej, ko je bil Bitcoin vreden 16.000, pa spet vzamemo Fibonaccijevo zaporedje, pa do takrat vrha, torej februarja 2023, je dosegel golden pocket. Kar pomeni, da je bil precejšen popravek. Takrat seveda nobeden ni govoril o tem, da je konec cikla. Takrat se je šele v bistvu začel. Ampak ker je padel tako nizko, je bil tudi odziv zelo hiter. Zdaj pa, če si pogledamo eno podobno situacijo, kot je trenutno, torej vzamemo swing low, pa swing high, takole, torej swing low, swing high, dobimo 50% popravek. Mogoče je šel za dan graf oziroma je šel dnevna sveča čez, ampak se je kmalu nazaj popravila in smo ponovno rasli. Zdaj, trenutna situacija mogoče zelo spominja na tole iz maja oziroma iz leta 2023. Imeli smo vrh na 108.000. Trenutna situacija je taka, 50% popravek od swing lowa do swing higha. Malo je šel tukaj graf čez, sicer se je dnevna sveča zaključila ravno pod oziroma okoli 50% popravka. Potem je Bitcoin nadaljeval rast, ampak se je ponovno ustavil malo više. Torej, dobili smo higher high, higher low, ponovno higher high in pa higher low. Torej, če smo danes tukaj, primer tehnične analize,
nas lahko v naslednjih pol leta čaka podobna zadeva. Lahko, da bo Bitcoin šel malo više, ponovno testiral trenutne vrednosti, ampak pod pogojem, da so te cene više. In temu se ponovno reče konsolidacija. To je območje, kjer Bitcoin išče svojo podporo, seveda, ker je trg trenutno še vedno usmerjen na rast, bi, če se bo to izvedlo v eni točki, tudi to rast nadaljeval. Kaj je sledilo, verjetno ne rabimo razlagati, konkretna rast po tej konsolidaciji. In če se vrnemo na današnji graf, situacija je podobna, ne. Zdaj, tukaj predikcij seveda ne smemo delati, ampak če bi preslikali tisto dogajanje, je bila zadeva mišljena kako takole je bilo, ne. Higher high in potem rast. Torej, nič nenavadnega za Bitcoin. Še enkrat, to ni predikcija, samo karikiral sem dogajanje izpred 2 let. Okay. Dost, bom rekel, je poudarka, včasih bilo, danes ni več toliko, na CME gapu. Kaj je to? CME je Chicago Exchange s kriptovalutam. In sicer to je BTC 1 klicaj. To so futuresi, se pravi pogodbe. Če pogledamo, o tem je bilo že 4 mesece nazaj dosti govora. V petek, torej to je bilo nekje na začetku novembra, 10. november, se je trgovanje zaključilo in na vrednosti 77.700, potem pa se je v ponedeljek nadaljevalo trgovanje, cena na 80.000, okoli 81.000. In tukaj, kot vidite, je nastal CME gap, torej neka razpoka, luknja med trgovanjem. Torej, tukaj so še vedno odprte nekatere pogodbe oziroma nekatere naročila na borzi. In Bitcoin ima to navado, tega je bilo v preteklosti dosti več, da se je vedno vrnil in zapolnil to luknjo. Zdaj, kaj to pomeni od trenutne vrednosti? Trenutna vrednost Bitcoina je 79.400, od tukaj bi lahko pomenil padec še procent do 2. To je tudi eden izmed razlogov, spet iz vidika tehnične analize, zakaj se vračamo tukaj v ta, bom rekel, pod 80.000, tako da zdaj bi se pa mogoče posvetili še drugim kriptovalutam. In sicer Ripple je bil zadnje čase, kar bom rekel, marsikomu na radarju. Če se pogledamo malo širšo sliko, kaj se je dogajalo? Ripple poznamo iz leta 2017, ko je naredil odlično rast, padel, bil spoznan kot mrtev kovanec. Potem smo aprila 2021 doživeli ponovno rast in pa do pred kratkim, oziroma preden je bil Trump izvoljen, do oktobra je praktično veljal za mrtev kovanec. Od novembra naprej se ta rast v bistvu v zelo kratkem času iz dobrih 50 centov pa do $3.30, skoraj 600% dosegel rasti. Kje smo pa danes? Še enkrat opozarjam, to je samo tehnična analiza, brez kakršnih koli, bom rekel, privilegij oziroma všečnosti do kovanca. Tale zadeva, tej zadevi se reče head and shoulders. Torej imamo dve rami in pa glavo. Torej rama, glava in rama. Ta vzorec zaenkrat ni še potrjen, ampak kot vidimo, imajo skupno vznožje, sicer tale špica oziroma ta sveča je predrla to podporo, ampak je na dnevnem grafu ni zaprla, torej je prazna. Torej ta, bom rekel, head and shoulders vzorec je eden izmed vzorcev, ki govori o nasprotni, bom rekel, da se trg ali pa kovanec oziroma
valuta, ki jo obravnavamo, obrne v kontrasmer. Torej, če vidimo tak vzorec, lahko sklepamo, da se bo ta kriptovaluta obrnila. Zdaj, kakšen je pa njegova, bom rekel, predvidena vrednost, če predre to podporo, prenesemo to vrednost od rame, če ramo predre, seveda to podporno točko, nazaj na vrednost $50. Zdaj, kot vidimo, kaj je še ena stvar, ki lahko opazujemo, volumen pada. Torej, če bi prišli do tega, nekje v eni točki, verjetno se bo zgodil nek volumen, če se ta rama predre, oziroma podpora, potem v teoriji lahko pričakujemo takšen padec. Ripple je zelo samostojen kovanec, ima vse giblje sicer z Bitcoinom, ampak zna po svoje stvari speljati. Tako da, ampak če pogledamo širšo sliko te kriptovalute, ima svoje pumpe in sell-offe. Tako da tukaj previdno s tem kovancem, pa si pogledamo še Ethereum. Ethereum se že zadnjih par let giblje, če potegnemo zelo grobo, v bistvu v symmetrical triangle. Simetričnem trikotniku imamo zgornjo točko 1, torej 1, 2, 3 in 4. Torej, v teoriji je dosegel svoje podpore in rezistence. Tukaj lahko tudi dobimo neko predvideno vrednost, do kje v teoriji seveda bi lahko Ethereum šel. Kako vemo, kdaj bo prišlo do izbruha, to točno se ne ve. Lahko pa sklepamo večinoma vzorcev, ki jih najdemo v tradingu, se nekje na 70 oziroma 80% nekega patterna odvijajo. Torej, nekje 70 in 80% lahko tukaj ugibamo, da je med septembrom in pa okoli septembra, oktobra. Tudi te, bom rekel, zavihke oziroma te vrednosti, ki so presegle čez, jih lahko ignoriramo, ker imamo tukaj več podpor. Tako da nekje, bom rekel, proti septembru v teoriji bi lahko začel Ethereum svojo nadaljnjo rastjo. To je zdaj, kar bi se dalo mogoče iz Ethereuma razbrati, takrat bi vrednost lahko dosegla po tehnični analizi okoli $7,500. Pa si pogledamo še Chainlink. Torej, Chainlink je pa eden izmed kovancev, ki ima dobre temelje, svetlo prihodnost, zelo lepo sledi svoji tehnični analizi oziroma svoji poti. To je bila neka konsolidacija, popravek, ampak je smatrana kot bikovska zastava. Takrat smo lahko vzeli to vrednost in jo prenesli gor. Takrat je bila njegova, bom rekel, predvidena cena oziroma po tehnični analizi $26. Šel je dosti više, danes imamo podobno zadevo, konsolidacija, padec. Če si pogledamo na dnevnem grafu, je pa že osvojil tudi 1, 2, 3, 4 podporne točke. Zdaj tukaj seveda lahko pride do nadaljnega padca, ampak mu ta podpora trenutno zelo dobro služi. Tako da mogoče v tej točki tudi tukaj se lahko pričakuje, glede na tehnično analizo, neka nadaljna rast. Da se ponovno vrnemo na Bitcoin, kot sem že prej omenil, CME gap ima še procent do 2 seveda prostora za padec, da se te vrednosti zapolnijo. Če bi vrednost Bitcoina padla pod $71, potem je mogoče čas, da se vprašamo, če je res tega bikovskega cikla oziroma tega cikla za letos oziroma za ta 4 leta konec, dokler sicer se pa gibamo in se dnevna sveča zaključi nad 71, pa zaenkrat še ni skrbi. Tukaj, vsaj sodeč po grafih, ali pa če pogledamo od lanskega primera iz avgusta, ko je bila ta močna sveča, je prišlo do kapitulacije, to pomeni ta rdeča sveča. Tukaj je bil najvišji volumen in takrat so bile to najboljše vrednosti za nakup. Ali smo, če danes pogledamo izključno samo ta
izsek zadnjih par mesecev. Volumen še ni katastrofalen, kar pomeni, oziroma visok, kar pomeni, da seveda je prostora za padec še kar nekaj, ampak po tehnični analizi nekje tukaj bi mogla podpora zdržati. Je pa še ena posebnost, ki se mogoče ne vidi na prvo oko. Če ste opazili, od spodaj imam še RSI, torej Relative Strength Index. Ta nam določa moč trga. Trenutna vrednost je 20. To je pa, bom rekel, en zelo dober pokazatelj, in če pogledamo, avgusta je bila ta vrednost 27. Ko se bližamo proti 100, pomeni, da je trg prenakupljen. Ko se bližamo proti 0, pomeni, da je trg preprodan, razprodan. Torej, tukaj imamo dve omejitve, nad 70 vrednost bom rekel, so te vrednosti, kar je nad njo prenakupljeno, oziroma kar je pod vrednostjo 25-30, se smatra kot prerazprodano. To je en izmed super indikatorjev, ki nas splošno določa razpoloženje na trgu. Kar pa lahko ključno iz tega razberemo, je kontracijo med ceno Bitcoina in pa med RSI-jem, torej med močjo trga. In kaj se danes dogaja? Vidimo to svečo danes in pa tudi, bom rekel, graf, ki kaže zelo nizko to vrednost. In pa če si jo pogledamo vrednost iz novembra lanskega leta, dobimo v bistvu divergenco. To je pa še enkrat najmočnejši indikator nasploh za določanje trga. In od novembra lanskega leta do danes je cena zrasla. Medtem ko moč trga je padla. To je divergenca, oziroma moč trga je padla, cena je zrasla. Torej, ko RSI pade, trg raste, pride do divergence. Sicer, bom rekel, bolj sproščen indikator je, da je cena nižja, moč trga se pa obrne. Ampak tudi to je kontrira med sabo, kar pomeni, da se tudi iz tega vidika lahko pričakuje, da se bo trg kmalu obrnil. Torej, če še enkrat pregledamo celotno situacijo, trg je, glede na popravek, glede na počutje, v zelo podobnem razmerju oziroma občutju, kot je bil lansko leto avgusta. Od takrat so cene pa takrat močno narasle in kot smo opazili, bil lani avgust zelo dober čas za vstop oziroma nakup v kriptovalute. Prijavite se k nam na posvet, z veseljem vam bomo pomagali pri naložbi, z vami stojimo v vsakem primeru, ko trg raste, ko trg pada, smo vam tudi na voljo tekom naložbe, da boste zadovoljni, sproščeni, saj vidite, da je to trgovanje oziroma investiranje v kripto lahko zelo stresno, če to počnete sami. Hvala za ogled in se slišimo. Nasvidenje.